poglej njeno novost. Imajo v očeh, na obrazu, na trebuhu. Ja, to ni naš prvi rodeo, kar se tiče tega. To je tisto, kar je strašljivo. Plastični kirurg, njegova osupljiva žena in kirurški poseg, ki se konča smrtonosno. Mislim, da je plastični kirurg operiral svojo ženo, potem pa so nam povedali, da je doživela srčni zastoj, ampak nisem prepričan, da ga je res. Zdaj pa se pojavljajo vprašanja. Zdravnik in mož v središču vsega pa izpodbija pravi vzrok smrti svoje žene. Razložila bom vse podrobnosti in zakaj ta primer še zdaleč ni zaključen. Sem Anja Netljivi in to je Law and Crime. Preden začnemo s tem resnično tragičnim primerom, vam želim povedati o aplikaciji, ki jo uporabljam in mi je zelo všeč. Imenuje se Upside. Omogoča vam vračilo denarja za stvari, ki jih pogosto kupujete, kot so hrana za seboj, gorivo in živila. Tako deluje Upside. Prenesete brezplačno aplikacijo, izberete ponudbo na eni izmed lokacij in plačate svojo kreditno kartico. Potrdite nakup in nato boste takoj videli, da ste prejeli vračilo denarja. Recimo, da si eno noč zaželim pico, bom poiskala ponudbe na Upside. Ko opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji in ga lahko neposredno prenesem na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto, kar je neverjetno. Torej, da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu, skenirajte tisto QR kodo, ki jo vidite na zaslonu, ali uporabite naš promocijski kodo CrimeFix, da dobite dodatnih 25 centov nazaj za vsak galono pri vašem prvem polnjenju goriva. Hillary Brown je bila mama dvema hčerkama in sinu. Bila je poročena s plastičnim kirurgom in celo delala z njim v njegovi uspešni ordinaciji v okrožju Santa Rosa. To je v severozahodnem delu Floride. Žal in tragično se je življenje Hillary Brown nenadoma in šokantno končalo novembra 2023. Nekaj dni potem, ko so preiskovalci povedali, da je šlo vse narobe, ko je njen mož, dr. Ben Brown, izvajal poseg na njej v svoji ordinaciji. Dr. Brown je nekaj mesecev kasneje pristal v Lisicah obtožen povzročitve smrti iz hude malomarnosti v primeru Hillaryne smrti. Soženje Benu Brownu je predvideno za začetek avgusta, vendar se on in njegov odvetnik močno upirata ugotovitvi mrliškega oglednika o tem, kaj je dejansko povzročilo smrt Hillary. Trenutno mrliški oglednik pravi, da je Hillary umrla zaradi toksičnosti lidokaina. Lidokain je zdravilo, ki se uporablja za omrtvičenje ljudi med posegi. Toda Brown in njegov odvetnik pravita, da ni tako preprosto. Pravzaprav trdita, da mrliški oglednik sploh ni usposobljen za takšno ugotovitev. Vse to bom podrobneje razložila čez nekaj trenutkov skupaj z odvetnikom za obrambo iz Floride, Timom Jansenom, ko se mi pridruži. Trditve, ki jih navaja obramba, so zanimive in zaskrbljujoče. Najprej pa se vrnimo čisto na začetek. Bilo je 21. novembra 2023, ko je v okrožju Santa Rosa prejeli klic na številko 911. Santa Rosa, številka 911, policija, gasilci, reševalci. Imam nujen primer. V redu, koga potrebujete? Policijo, gasilce ali reševalce? Reševalce, imamo nestabilnega pacienta. V redu, povejte mi naslov. Halo, gospa, kakšen je vaš naslov? V redu, ste zdaj tam s pacientom? Ja. V redu, pomoč je že na poti. Kaj točno se je zgodilo? Imela je operacijo. To je ordinacija za plastično kirurgijo. In je nestabilna. Ima krče, mislim. V redu. In kakšen poseg so izvajali? Bili so karizmatični. V redu, mi lahko poveste, kateri so bili? Abdominalna liposukcija, prenos maščobe. Različne stvari, trenutno se jih ne spomnim na pamet. V redu, draga, pomoč je na poti, prihajajo reševalci, prav? Samo poskrbite, da bodo imeli AED priključen na pacienta in pripravljen za uporabo. Ter jim povejte, naj nadaljujejo stiski prstnega koša. Prav? V redu, če se karkoli spremeni, nas pokličite nazaj. Pomoč je na poti. Hvala, nasvidenje. Reševalci so prispeli, da bi oskrbeli Hillary Brown. To je tretji majhen del in takrat smo iz tega dobili odličen televizijski posnetek. To je dobro, dobili so žogo. Šerifovi namestniki so se pogovarjali z drugimi zaposlenimi v pisarni. Ena namestnica ima občutek, da nekaj ni v redu in pokliče svojo nadrejeno. Samo dovoli mi, da te obvestim, predvidevam.
Ne vidim razloga za kaj več zdaj, ampak v bistvu smo dobili klic za medicinsko pomoč v zdravniški ordinaciji tukaj v Navaru, kjer je, plastični kirurg opravljal poseg na svoji ženi. In potem so nam povedali, da je doživela srčni zastoj. Ampak nisem prepričan, da ga je dejansko doživela. Zdi se, da so bili pri tej operaciji prisotni tudi drugi ljudje in zdi se, da je doživela več epileptičnih napadov, ampak mislim, da so rekli, da ni izgledalo prav dobro za njo. Ni šlo najbolje, ko je odšla. So pa vseeno opravili prevoz in vse ostalo. In rekel bi, da bi bil veliko bolj sumničav, če bi bila v sobi samo ona dva, ampak tam so bile prisotne tudi nekatere medicinske sestre. Torej, naj on to zabeleži, če je to v redu z vami. Če govoriš z Lensom, mu samo sporoči, razen če misliš, da bi bilo treba narediti kaj več. Ne slišimo, kaj govori nadrejeni na drugi strani klica, vendar namestnik izrazi svojo zaskrbljenost. Prav, samo čudno je, ker sta to zdravnik in njegova žena, veš kaj mislim. Ampak kot sem rekel, ni bil sam z njo med posegom, bili so še drugi, ki so pomagali. Torej, mislim, da bo Sevilja samo zbrala vsa njihova imena in naredila kratek zapis za vsak slučaj, če se kaj vrne, veš, če kdo reče, da je poskušal ubiti. Veš, če bi bila tam samo zdravnik in njegova žena, bi si mislil, morali bomo izvesti preiskavo. To je malo preveč, bi si mislil, veš, če bi umrla samo zaradi pravičnosti do nje, moramo vsaj raziskati in se prepričati, da je vse v redu. Ampak če so bili v sobi priče, to malo spremeni situacijo, ja. No, verjetno res. In bilo je več delov tega, imela je že podobne operacije in bila uspavana. Torej je bila popolnoma uspavana. Naredili so nekaj za brazgotino na njenem trebuhu. Potem se je zbudila in hodila naokoli, nato pa so nameravali narediti injekcije v njen obraz. In celo sama je zmešala to, kar so jo brizgavali v obraz, nekaj maščobe. In tega povsem ne razumem. Ko so začeli z injekcijami, so jih naredili nad enim očesom in potem še nad drugim. Nato je dobila napade. Imela je približno 4 precej močne napade, preden je prispela nujna medicinska pomoč. In potem so nam povedali, da je doživela srčni zastoj. Tega še nismo potrdili z nujno medicinsko pomočjo, ampak so rekli, da ni videti dobro. In sem si mislil, ja, zanimivo. Potem, ko reševalci odpeljejo Hillary Brown v bolnišnico, namestniki šerifa zaslišijo osebje v ordinaciji dr. Browna. Bila sem notra in končali smo s popravljanjem brazgotine na njenem trebuhu. To je bilo končano. Ja. To je bilo končano. Hodila je naokoli popolnoma v redu. Svoje lastne maščobe je celo sama mešala, da bi jih prenesla tja, kamor jih je želela. Začel je obrizgavati anestetik v usnice, kar je običajno lidokain IV in natrijev bikarbonat. Brizgal je prav. V njeno levo oko. In govorila je o neki zamedenosti, vendar je bilo njeno oko oteklo, zato seveda ni mogla videti. Vbrizgal je v desno oko in kmalu zatem je začela dobivati napade. Torej, desna injekcija se je začela. V redu. In potem, ali je doživela srčni zastoj? Imela je napad nekaj minut. Kaj je to? Spet je dobila napad. Vsak napad je verjetno trajal 3 do 4 minute. V redu. Ne, možgani niso razstreljeni, ampak precej blizu. Ja. Kaj je prišlo iz tega? Verjetno je imela skupno 4 ali 5. V redu, preden je kdorkoli lahko začel ukrepati pri njej. Ja, mislim. Bili smo kjerkoli glede krvnega tlaka. Ves čas sem imela odličen srčni utrip. Vse take stvari. V redu, ali je bilo med posegom kaj nenavadnega, kaj neobičajnega? Vse je bilo normalno. Hillary Brown je umrla 7 dni kasneje v bolnišnici, preiskava njene smrti pa se je nadaljevala. Leta 2024 je bil dr. Ben Brown obtožen nenaklepnega uboja zaradi hude malomarnosti. Detektivi so v nalogu za aretacijo zapisali, da je ta zaposlena najprej povedala, da je za podjetje delala le nekaj dni, preden se je to zgodilo. V tem kratkem času je izrazila, da je bilo v pisarni veliko malomarnosti, kar je pripeljalo do Hillarynega srčnega zastoja. Povedala je, da je žrtev pred operacijo vzela veliko tablet.
Vendar pa ni vedela, kaj so bile te tablete. Povedala je, da si je žrtev sama pripravila infuzijske vrečke, ki naj bi vsebovale razredčen ksilokain, ki so ga uporabljali kot lokalni anestetik. Med operacijo je zmanjkalo infuzijskih vrečk. Takrat je Brownova zlila 2 posodici v skledo. Ni jih razredčil ali karkoli in jih je začel brizgavati v njene roke, kasneje pa še v obraz. Ko je to storil, je Hillary začela govoriti, da ima zamegljen vid. Rekla je, da je bil njen obraz zelo otečen, vendar je Brownova nadaljevala. Povedala je, da je mislila, da je to znak prevelikega odmerka in takrat je začela imeti krče. Detektivi pravijo tudi, da Ben Brown ni takoj poklical 112 na pomoč, ampak je čakal 10 do 15 minut. To skupaj z drugimi dejavniki, vključno z ugotovitvijo sodnega zdravnika, da je Hillary Brown umrla zaradi zastrupitve z lidokainom, je pripeljalo do tega, da so ga tožilci obtožili. Toda zdaj, manj kot 3 mesece pred začetkom sojenja Benu Brownu, Ben Brown in njegov odvetnik izpodbijata vzrok smrti, ki ga je navedla država, in zahtevata tako imenovano Daubertovo obravnavo, da bi ugotovili, ali je sodna zdravnica, doktorica Diana Oleski, usposobljena pričati o svojih ugotovitvah. Odvetnik Browna je v svojem predlogu zapisal, da namerava država kot del svoje predstavitve uporabiti doktorico Oleski, Dr. Med, da bi pričala o vzroku smrti, torej zastrupitvi z lidokainom, kot je navedeno v obdukcijskem poročilu, kot zapletih zaradi zastrupitve z lidokainom. Doktorica Oleski nima nobenega usposabljanja ali strokovnega znanja na področju toksikologije. Med predobravnavno izpovedjo doktorice Oleski je posebej izjavila, da ni toksikologinja. Ni nenavadno, da sodni zdravnik pri določanju vzroka smrti upošteva ugotovitve toksikologa, vendar so obstajale tudi druge stvari, ki so skrbele Brownovo odvetnico. Poleg tega je doktorica Oleski ob različnih priložnostih navedla, da bi bilo vprašanje v zvezi z ravnmi lidokaina in njihovim vplivom na osebo, citiram, bolje zastaviti toksikologu, ali pa je poudarila, da zaradi svojega izobraževanja ne more biti toksikologinja. Jasno je, da doktorica Oleski nima strokovnega znanja, da bi lahko podala mnenje o tem, ali so bile ravni lidokaina v telesu osebe v času dogodka smrtonosne ali ne. To je ključno dejstvo, ki ga mora ugotoviti porota, in dovoliti nestrokovnjaku, da poda netočno in nepodprto pričanje, bi bilo zelo škodljivo za doktorja Browna. In poslušajte to, odvetnik Browna, znani kazenski odvetnik Mark O'Mara, je poudaril, da obstaja vprašanje o tem, ali je toksičnost lidokaina sploh povzročila smrt Hillary Brown. O'Mara opozarja na zaslišanje floridskega ministrstva za zdravje, kjer so razmišljali o sankcijah proti doktorju Brownu. O'Mara piše, v tem primeru floridsko ministrstvo za zdravje proti Benjaminu Brownu je zasliševalni uradnik ugotovil, citiram, da je zdravnica Diana Oleski, Dr. Med, zdravnica sodne medicine, opravila obdukcijo HB 1. decembra 2023. Oddelek je priznal, da je na podlagi njene ocene z uporabo teorije izključevanja ugotovila, da je bil vzrok smrti zapleti povezani s toksičnostjo lidokaina, ker je bila ta na vrhu diferencialne diagnoze. Nasprotno pa je zasliševalni uradnik ugotovil, da je izvedenec nasprotne strani, dr. Borgert, verodostojno zaključil, da lidokain ni bil vzrok za simptome ali smrt HB. To je ključna ugotovitev zasliševalnega uradnika po obsežnem pričanju, da ugotovitve zdravnice sodne medicine doktorice Oleski niso bile točne. To se zdi zelo pomembno. Na koncu je država Florida dejansko za 1 leto suspendirala zdravniško licenco dr. Brownu, deloma zato, ker ni takoj poklical nujno pomoč na številko 911, ko je Hillary v njegovi ordinaciji začela imeti zaplete. Kako bodo te nove informacije vplivale na kazenski primer dr. Browna? Da bi to res razčlenila in se poglobila v trditve, ki jih v tem primeru navaja obramba, želim povabiti Tima Jansena. On je odvetnik za kazensko pravo, ki deluje na Floridi v severozahodnem delu države. S tem primerom ni nikakor povezan. Tim, najlepša hvala, da ste se mi pridružili. Zelo cenim to. Vesel sem, da sem tukaj, Nenet. Ne vem, če si bila tako presenečena kot jaz, ko si brala to vlogo za zaslišanje po Daubertu, ampak obramba v tem primeru navaja nekaj res zanimivih trditev. Najprej pa bi rada začela z zaslišanjem po Daubertu. In rada bi, da se malo poglobiš v to, ker jaz kot, novinarka, laična oseba, vem, kaj to je, nekdo, ki pokriva te zadeve, ampak to je določen standard, ki ga morajo strokovnjaki izpolniti, da lahko pričajo. Torej, povej nam malo več o tem. No, Daubert je, ko pripeljaš strokovnjaka ali nekoga z določenimi strokovnimi veščinami, ni nujno, da si strokovnjak. Lahko si strokovnjak za določene stvari, kot so strelno orožje.
Lahko si strokovnjak za sledenje ljudem, če imaš posebno usposabljanje in izkušnje. Ampak če želiš pripeljati zdravnika in da pričuje kot strokovnjak, mora imeti določene izobrazbene veščine, usposabljanje in njeno delo morajo preučiti tudi kolegi. Ne sme temeljiti na domnevah ali špekulacijah. Mora biti pregledano s strani strokovnjakov. In zato je standard to visok, ker potem poroti rečeš, da lahko to osebo obravnavajo kot strokovnjaka in ta oseba lahko poda mnenje na sodišču. Nihče drug ne more podati mnenja v sodni dvorani. Ali poznaš dejstvo, ali nekaj vidiš, ne moreš pa podati svojega mnenja. To je ugovor. Vendar pa strokovnjak lahko poda mnenje. Zato želiš biti prepričan, da ima ta oseba prave veščine in je usposobljena za podajanje tega mnenja. Še posebej mnenja, ki ga podaja. Veš, zdravnik sodne medicine lahko poda mnenje o marsičem. Vendar, če to ni v okviru njegove medicinske strokovnosti, potem tega mnenja ne more podati. In to se dogaja v tem primeru. Imamo zdravnika sodne medicine, ki ni toksikolog. In prva stvar, ki jo narediš, ko imaš primer umora, je, da mora država najprej dokazati smrt. Kaj je povzročilo smrt? In zdaj imaš zdravniško poročilo in zdravnika sodne medicine, ki nekako ugiba, kaj je bil vzrok smrti. Torej, zanimivo je. Kar je tukaj zanimivo, je zdravnica Oleski. Ona je mrliška oglednica. Ona je mrliška oglednica. Ona je zdravnica, ja. Vendar pa večina mrliških oglednikov ni toksikologov. Običajno to pravijo drugi. Prav. Vzemejo kri ali karkoli drugega in to pošljejo na toksikološko analizo, na toksikologijo. Po mojih izkušnjah s poročanjem o teh primerih lahko to traja od 6 do 8, 12, 14 tednov. Ko prejmete te rezultate, sprejmete končno odločitev oziroma jo sprejme mrliški oglednik o vzroku smrti, ko imate vse te informacije. No, tukaj imamo še en problem. Ta oseba ni umrla takoj. Ta oseba je bila približno teden dni živa v bolnišnici. Bila je praktično možgansko mrtva. Tako je telo absorbiralo, kar je bilo v sistemu. Torej niste mogli narediti kot pri običajnem truplu, kjer telo tega ne absorbira in lahko nekdo drug opravi toksikološki pregled, ker bi bile ravni toksičnih snovi verjetno enake. To telo je bilo še vedno živo, mislim, da je bila priključena na cev ali kaj podobnega. Torej, res je, morali ste se zanesti na to, mislim, da je bolnišnica pripravila toksikološko poročilo, ko je bila tam. In mislim, da je od tam prišlo poročilo. Pismo je prišlo k doktorju Oleskemu, v katerem je pisalo, da ravni niso bile toksične, vendar je doktor Oleski to izključil in temu ni posvetil veliko pozornosti. Ja, in želim to povedati. Želim nekaj teh stvari prikazati na zaslonu in jih prebrati gledalcem. Potem pa bomo to razčlenili. Veste, že smo videli, kako je doktorica Oleski pričala, da nima nobenega usposabljanja ali strokovnega znanja iz toksikologije. Izrecno je pričala, da ni toksikologinja, vendar je kljub temu ugotovila, da je bila zastrupitev z lidokainom vzrok smrti Hillary Brown. Vendar pa obramba v svojem predlogu za to Daubertova obravnava, ki je ključno za to vprašanje, navaja, da je doktorica Oleski pričala, da je sicer oktobra 2025 prejela dopis znanega toksikologa dr. Christopherja Borgerja, in čeprav je pismo obravnavalo različne pomisleke glede zaključka, do katerega je prišla doktorica Oleski v zvezi z zastrupitvijo z lidokainom, ter te pomisleke podprlo z medicinskimi podatki oziroma znanostjo, ki potrjuje, da ni moglo biti zastrupitve z lidokainom, je doktorica Oleski pričala, da je bila s pismom sicer seznanjena, vendar mu ni pripisovala velikega pomena. To se mi zdi zelo zaskrbljujoče. Ker je njena naloga, da pregleda vsa razpoložljiva dejstva. Pregleda okoliščine okoli Hillaryjine smrti, pregleda medicinske dokaze in nato določi vzrok smrti. In nato točen vzrok smrti uporabijo tožilci in policija, da ugotovijo, ali so kazenske obtožbe upravičene. Tako da, ko prebereš, da je obrambo to napisala Tim, je ona nekako tako, ja, temu pismu ne pripisujem velike vrednosti. Ne pripisujem mu velike teže ali karkoli je že rekla. Kako zaskrbljujoče je to? No, to je problematično za tožilstvo in zlata jama za obrambo. V bistvu pravite,
ne obremenjujte me z dejstvi in znanostjo, svoje mnenje sem že oblikoval. Torej imate izvedenca za toksikologijo, ki je pogledal toksikološke vrednosti in rekel, da te niso toksične. In ona je to slišala in rekla, nisem toksikologinja, ampak me to ne zanima. Odločitev sem že sprejela. To je še en razlog, zakaj verjetno ne bi smela pričati o vzroku smrti. Ker ni strokovnjakinja in je prezrla nasprotujoče si dokaze. Tako da sodišče verjetno ne bo dovolilo, da poda vzrok smrti, ali pa bodo dovolili tistemu zdravniku, da pričuje, da bi spodbijal njeno ugotovitev o vzroku smrti, ker je to problem. Ni prepričljivo, ker so obtoženi hude malomarnosti. Veste, lahko rečejo, da je bilo splošno ravnanje tega zdravnika tako slabo, da je povzročilo smrt in še vedno ste lahko obsojeni, kaj ne? Tako da ni nudil pomoči, da je dovolil, da to naredi sama, ji dovolil jemati tablete, ni spremljal odmerka anestezije, kar je dal, in potem, ko je doživela dihalno odpoved ali napad, ni poklical 112, ko so ga zdravstveni delavci prosili. In potem je kričal in vpijal, kaj je vzela. Moral bi vedeti, kaj je jemala. On je odgovoren. Ko je ta pacientka na mizi med operacijo, mora vedeti. In ni vedel. Lahko bi bil še vedno spoznan za krivega povzročitve smrti iz hude malomarnosti, prav zaradi vseh drugih okoliščin povezanih z njeno smrtjo. Ampak prebral sem internet, mislim, da je to grozno za sodno zdravnico, da reče, da to ignorira, da reče, da ni toksikologinja. Morala bi pripeljati nekoga drugega. In če je to v nasprotju z njenim mnenjem, potem najbrž reče, da ne ve vzroka smrti. Ampak izključiti to in preprosto zapisati, čeprav je toksikolog v nasprotju s tem, je zaskrbljujoče. Ampak kot ste omenili, je to za obrambo prava zlata jama. In res, ko gledamo te kazenske primere, ima država tukaj očitno breme dokazovanja. Obramba nima nobenega bremena. In to je nit, na katero se lahko oprimejo. Nekaj, na kar lahko pokažejo, da bi vrgli senco na celotno preiskavo smrti Hillary. In še vedno je lahko odgovoren zaradi malomarnosti za njeno smrt. Toda, kar je tukaj zaskrbljujoče, je, da obramba trdi, da Ministrstvo za zdravje sploh ni verjelo, da je bila zastrupitev z lidokainom del vzroka njene smrti. Ministrstvo za zdravje je, ko je bilo veliko zaslišanje o tem, ali naj dr. Ben Brown izgubi licenco in prejme sankcije, ugotovilo, da je bil malomaren in da bi moral takoj poklicati 112. Toda zastrupitev z lidokainom ni bila del tega. In če zdravniški odbor, poln medicinskih strokovnjakov, to pogleda in reče, ja, zastrupitev z lidokainom nas pravzaprav ne zanima, tega ne vidimo. Kako lahko država Florida na sojenju sploh računa na to? Videti je, da so se postavili v kot. Ker zdravstveni odbor pripelje zdravnike, ti opravijo strokovni pregled, pregledajo stvari, so medicinsko usposobljeni in niso našli nobene vrste zastrupitve z lidokainom. Pravzaprav tega v svojih ugotovitvah sploh niso omenili. Njihove ugotovitve so bile, da je bil malomaren pri vsem drugem, kar je počel. Torej, mislil bi, da bi obramba nekatere od teh poklicala kot možne priče za obrambo. In ko lahko spodkoplješ ugotovitev mrliškega oglednika, da je bil vzrok smrti napačno določen, je ta primer propadel. Ker porote rade slišijo, da je nekdo umrl zaradi prevelike količine lidokaina in podobno. Zdaj boš rekel, da to ni povzročilo njene smrti. Zdaj ima obramba odprta vrata. To je bila le tragična nesreča. To se pri operacijah dogaja ves čas. Vedno obstaja tveganje smrti. In imel je rad svojo ženo in se je trudil. Mislil je, da bo zmogel, vendar zagotovo ni imel namena. Zdaj to ni več dokazano, brez razumnega dvoma. In to je tisto, kar je tukaj tako zaskrbljujoče. Mislim, eno od vaših ključnih prič tukaj za državo pravi, da je umrla zaradi toksičnosti lidokaina. Imamo še druge dokaze drugih strokovnjakov, predstavljenih v tem predlogu, ki pravijo, ne, ni umrla zaradi tega. Vemo, da je umrla potem, ko je imela ta poseg. Začeli so se ji krči. Po navedbah zdravniške zbornice in tožilcev ni takoj poklical 112. Mislil je, da lahko vse sam uredi in jo reši. In nato je umrla, teden dni kasneje. Torej je poseg velik del tega.
Vendar mislim, da je to glavni del tega. Na klop boste postavili strokovnjaka, ki bo rekel, da je umrla zaradi toksičnosti lidokaina. Obramba pa pravi, da tega sploh ne morete trditi. Zdi se kot zmešnjava. To je grozna zmešnjava. In zdaj mora sodnik sprejeti odločitev, ker ima sodnega zdravnika, ki ni usposobljen za takšno ugotovitev. Sama priznava, da nima nobenega usposabljanja za to in da ni strokovnjakinja na tem področju. Prav tako nima nobenih fizičnih dokazov, ki bi to podprli. Vsi znanstveni dokazi to trditev ovržejo. Mislim, da ji sodišče morda ne bo dovolilo pričati o vzroku smrti. Naj ji dovolijo pričati, vendar naj ne navaja vzroka smrti, čeprav ne vem, o čem bi potem pričal sodni zdravnik. Ampak Tim, veš, ti sodni zdravniki se ves čas zanašajo na toksikologijo, da določijo vzrok smrti. Torej, če iz tega izključimo toksičnost lidokaina, mislim, midva nisva zdravnika, ampak se sprašujem, kaj je potem njen vzrok smrti. To je, ko sem bral njeno poročilo, je to imenovala metoda izključevanja. Izključila je vse druge možnosti. Ni našla nobenega drugega razloga, zakaj je umrla. Torej, ni imela nobenega drugega razloga, da bi rekla, da je umrla zaradi toksičnosti lidokaina, ki pa ni prisotna, kar pomeni, da poroti pravzaprav ne pomaga, kar pomeni, da njeno mnenje ne prestane strokovnega pregleda. Nima strokovnega znanja, da bi to naredila. Torej, mislim, da bo sodišče morda odločilo, da ne bo smela pričati o vzroku smrti. Kaj to potem pomeni za primer tožilstva? Ali se potem vrnejo in mu ponudijo nekaj, ko nimajo vzroka smrti? Mislim, da je vse odvisno od tega. Od tega sodnika dobro. Odločitve in obravnave po Daubertu. In potem obramba, veste, Ben Brown ga zastopa, Marko Mera. Marko Mera je odličen odvetnik za obrambo. Prinesli bodo svoje strokovnjake, ki bodo rekli, ne, tako Hillary ni umrla. In podali bodo svoje mnenje o tem, kako je umrla in zakaj je umrla. No, verjetno bodo naredili to, da če sodnik ne dovoli, da bi pričala o vzroku smrti, bo morda rekel, da to vpliva na težo, ne na dopustnost. Lahko pokličete svoje priče. Porota lahko odloči. Ampak mislim, da bo tožilstvo verjetno nadaljevala. Oče žrtve ne mara tega kompleksa Boga pri bivšem možu oziroma možu. In naj porota odloči, ali so njegova dejanja, ker je standard, ki ga morajo dokazati, tako slab, da je umrla. In imajo ta dejstva. Ali res mora reči, da je umrla zaradi zastrupitve z lidokainom? Ali pa reče, da je umrla, ker je šlo za tako hudo malomarnost zdravnika, da je povzročil njeno smrt. In morda bi jim še vedno uspelo doseči obsodbo, vendar to ne bo lahko, ker bo obramba rekla, šlo je za operacijo. Privolila je, on pa to počne ves čas. Stvari so šle narobe, poskušal je pomagati, ljubil jo je. In take stvari se dogajajo. In porota bo odločila. Toda dejstva niso dobra. Kar je naredil, česar ni naredil, da je sama ustavljala infuzijo, da je dovolil jemati tablete in da je dajal zdravila, valium in anestezijo, ter da ni nadzoroval odmerka. Ko je dobila napad, ni takoj poklical 112. To je človek z božjim kompleksom. Veliko plastičnih kirurgov je takih. Mislijo, da lahko popravijo tvoje telo in te polepšajo. Torej sem kot Bog. Vidim jih veliko takih, ki mislijo, da ne morejo narediti nič narobe. Zato bo izbira porote ključnega pomena. Zato želijo spremeniti kraj sojenja, ker je bil v skupnosti očrnjen. Verjetno je res, ampak mislim, da tudi to ne bo delovalo. Ne, mislim, da ta primer tega ne upravičuje. Ni dovolj velik primer, da bi upravičil spremembo kraja sojenja. V okrožju Santa Rosa lahko najdeš 12 porotnikov, ki niso bili tako, ki temu niso zelo pozorno sledili, ne vedo ničesar o tem primeru. Nimajo časopisa, jaz ne gledam televizije. Prav, se strinjam. No, bomo to pozorno spremljali. Tim Jansen, hvala za vaše strokovno mnenje kot vedno. Hvala, Anet. Ben Brown je trenutno na prostosti proti varščini. Njegovo sojenje je, kot sem omenila, določeno za avgust. Izrekel je, da ni kriv za obtožbo uboja, ki mu je očitana. To bomo spremljali in vas obveščali o dogajanju. In to je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anjanet Levi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.